Z novo uredbo naj bi ministrstvo zagotovilo visoke standarde predelave biološko razgradljivih odpadkov, a člani belokranjskega okoljskega gibanja Proteus predlagano uredbo ocenjujejo drugače. Ta uredba je pravzaprav eno veliko razočaranje. Za vse tiste, ki nam nekaj pomeni skrb za okolje. Nobena od zahtev, ki so jih maja letos osebno predali ministru Bogoviču v Ljubljani, ni upoštevana v pripravljeni uredbi, pravi Šuštarič. Tako ni upoštevana izjemna občutljivost plitvega krasa Bele krajine, kar pomeni, da se bo lahko bioplinsko gnojevko v enakih količinah kot doslej uporabljalo v kmetijstvu. Mejne vrednosti vsebnosti težkih kovin in strupenih rakotvornih snovi v gnojevki pa so celo drastično dvignili. Če ta uredba stopi v veljavo, se bo pokazalo, da je največji sovražnik okolja prav Ministrstvo za okolje. In nas skrbi, kako bodo kmetje in kakšne bodo njive čez 10 let, ki bodo gnojene za bioplinsko gnojevko. Zato člani okoljskega gibanja Proteus pozivajo Belokranjce, da se udeležijo javne obravnave predlagane uredbe. Ob 15:30, to se pravi pol ure prej, pa bo pred obrtnim domom protestni shod, ker želimo vsem zainteresiranim naša stališča podrobneje pojasniti. Glede na številne težave v preteklosti povezane z bioplinarno v Črnomlju, je na tokratnem protestu in javni obravnavi nove uredbe pričakovati veliko udeležbo Belokranjcev, predvsem Črnomaljcev.